zdaj ne, ampak manipulacija kapitala je tako močna, da nobeni teklici ne dopoveš, da lahko ji kupimo neko drugo punčko ali pa naredimo iz tu, ampak bo lepa, bo prava punčka, se bo smejala. Ne, kakšen je pa Ken? Barbeka mora imeti Kena, ker se vidi, kdo je šef, kdo ima mišice, ima kapital, ima nepremičnine. A veste, knjige so napisane, kako živijo Američanke danes v naseljih milijonarjev. Zanimive knjige, ne pustijo nikogar noter. Prikigotapila se je neka odvetnica in je napisala knjigo o tem, ker si je najela stanovanje oziroma hišo, da je lahko šla v klub teh žensk, kaj delajo. Dobijo nagrado, če uspejo. Otroci morajo iti vsi v vrtec elitni. Ona mora zrihtati, tudi če niso pridni, nimajo pogojev. Vsi morajo iti v elitne šole, vsi morajo imeti po zadnji modi superge in ne vem kaj. Potem dobijo v novem letu od milijonarja nagrado. Kako je bila oblečena, dobi nagrado, če je bila prav oblečena in tako dalje. Mislim, kakšno razvrednotenje ženskega spola z novim kapitalizmom Friedmana je grozotno. Potem bi boljše šli v obdobje babic. Jaz sem najprej ki se suda tudi moške. Tudi moške se sudajo. Jaz pa vedno rečem, človeštvo je kot ptič. Eno krilo je moški, eno je ženska. In če to dvoje ni v soglasju, jasno, da ptič ne more leteti. Ampak, veš, mislim, da so nas te zagrebške feministke so nas najprej pravzaprav senzibilizirale in so rekle, da je situacija nemogoča, da v parlamentu snemajo ženske poslanke od čevljev navzgor, to se pravi potem nogavice, krilo. Ja. In potem se je v bistvu izkazalo, da postajamo seveda velja to tudi za moške, ampak ženske še prav posebej vredne toliko, kolikor je vredna naša torbica, ali kolikor so vredni čevlji, ali en tak monetarni pridih se pojavlja. Tako da mislim, problem je širši, problem se ne dotika samo žensk in odnosa med ženskami in moškimi, mislim, ampak dejansko ali obravnavamo ljudi kot ljudi, mislim, da... Že nekaj bi rekla, če dovoliš. A veš, jaz sem delala eno raziskavo, kaj prodirajo ženske v moške poklice. Recimo v gradbeništvu ali pa kam drugače. Ali pa v zdravstvo, zdravnike. Ali pa med psihiatre v Ameriki, ki so itak 100% moški, ker se zelo služi. Zanimivo je, da zaključek raziskave je bil, da ženske dobijo odprta vrata v tiste poklice, ki propadajo. Glede na to, da so zdaj ženske vedno bolj v politiki, najbrž res politika propada, zato imamo fašizem. Moški ne hodijo več tja, je kaj drugega bolj zanimivega kot politika. In so prazna mesta in jih zapolnimo ženskam. Pa nisem za emancipacijo žensk, jaz nisem nikoli se s tem ukvarjala, ker mislim, da bi bilo treba moške emancipirati. No, sploh je vprašanje osvobajanja predmeti, ker so v državni lasti od rojstva dalje. To so v državni lasti? Moški. Ja, seveda. Dobro, mislim, če imate mogoče še kakšno misel, bomo veseli. Jo bomo vnesli v gradivo pač tega projekta. Zdaj pa vas moram prositi, mislim, da ocenite nekaj, kar ne morate oceniti, zato ker pač ni bilo predvideno, da bomo delali en mesec s tem gradivom in tako naprej. Ampak dobro, to je nekaj, kar Evropska unija od nas zahteva. Jaz bi vas prosila, da če vsaj napišete svoj e-mail in lahko kaj ocenjujete, ampak niste stvari videli ste jih samo na spletu. Zdaj, če bi si hoteli priročnik pogledati. Vse smo ga na spletu, so strnike imeli. Ja, lahko si še pogledate, ampak mislim, jaz bi zelo prosila, mislim, če... Ne smo že doma pogledali, že to pravi. Ja, doma pa Eni smo že.